V bistvu malo bom povedala o samem projektu in o tem, kako smo se sploh odločili za gostujočega umetnika. Namreč nas 5 kustosov, ki delamo na tem projektu, smo se od začetka predvsem ukvarjali s problematiko neobstoja rezidenčnih centrov po Sloveniji in na osnovi tega smo se nekako odločili, da bi naredili kakor eno zasnovo rezidenčnega centra, čeprav to ni, zaradi tega, ker rezidenčni center seveda potrebuje večjo, boljšo infrastrukturo, ampak zato smo povabili tujega umetnika, ki je tukaj bival, tako kot bi bil recimo v rezidenci, in sodeloval z različnimi ljudmi, povezanimi z prostorom Metelkovo. Tega bi se tudi dotaknila, pač letošnja rdeča nit laboratorija je bila Metelkova in tudi končna razstava se bo zgodila v galeriji Alcatraz, ki je na Metelkovi. Rezultat enomesečnega umetnikovega raziskovanja in kontekstualizacije Metelkove, prostora Metelkove. In v bistvu je on nekako poskušal zajeti oziroma reinterpretirati dejanski in simbolični pomen Metelkove kot prostora in sicer skozi prizmo najrazličnejših elementov. Eden izmed teh je viden tukaj, evrosimboli, evrostebri. Zame je zelo težko povedati v bistvu o Metelkovi, ker sem zelo močno vpet v samo Metelkovo. Vem, da je bilo v celotni skupini so bili zelo različna videnja Metelkove. Enim so bile všeč, enim je bilo Metelkova všeč, enim ni bila. Tako da v bistvu je ta odločitev, da smo povabili tega umetnika sem, je bil ta v bistvu naš razkol videnja Metelkove. Stečajniki? Mislim, da pravzaprav sem v končni fazi zadovoljna. Čeprav je seveda bilo vmes ene par stvari, čez kere sem se jaz naučila, pa čez kere so se oni tudi naučili, da bi lahko delali drugače. In sicer tisto, kar me je motil, je pravzaprav ene vrste mehna površnost v bistvu v njihovem delu. Ampak razstava stoji, umetnik je bil tukaj, z njim so delali, orang so se potrudili, tako da pač na koncu je bilo vse verjetno. Projekta na en res tako, veš, delekcipovan, da bi še boljše v tej način. Ne to bi rekel,